Dober dan in dobrodošli v mojem novem vlogu. Najin dan se je začel tukaj, na obali. Plaža v Ponta do Sol je nekaj posebnega. Takoj opaziš te mogočne betonske elemente, ki so postavljeni po celem zalivu. Čeprav na prvi pogled delujejo surovo, so tukaj z zelo pomembnim razlogom. Atlantik je tukaj lahko neverjetno močan in ti valobrani so edina stvar, ki mestece in njegovo obalo ščitijo pred surovo močjo oceana. Po sprehodu ob valobranih se prileže kratek postanek. To je tisti trenutek dneva, ko preprosto odložiš vse skrbi in samo uživaš v pogledu na neskončni ocean. Pot naju je nato vodila čez ta čudovit kamnit most, ki mestece povezuje z bližnjim rtom. Res je en tak poseben občutek hoditi nad valovi, ki se spodaj lomijo ob skale. Ta mogočen skalnat rt se strmo dviga nad oceanom. Pot po njem je varno urejena, razgledi na divjo obalo in odprto morje pa so z vsako stopnico lepši. Ko se začneš spuščati proti koncu rta, dobiš tisti pravi občutek, kako majhno je mestece v primerjavi z mogočnimi pečinami, ki ga obdajajo. Z roba se odpre pogled na zaliv, kjer ocean neumorno tolče ob obalo. Ta kontrast med mirom v mestu in divjino pod nami je naravnost fascinanten. Kaj pa vi tukaj? Ko se enkrat nehaš vrteti okoli svoje osi in se zazreš v odprto morje, te ta modrina popolnoma posrka. Pot nazaj proti mestu je še lepša, saj imaš ves čas pred očmi tiste barvite hišice, ki so dobesedno stisnjene med ocean in strme stene. Čas je, da poiščeva restavracijo za kosilo. Pravijo, da vino najbolj tekne tam, kjer je bilo pridelano. Zato sva se ob morskih dobrotah privoščila trenutek, nazdravila na naju in na vse tisto, kar naju na tem otoku še čaka. Za začetek so nama prinesli njihov domač ribji namaz. Kruh je bil še topel. Kakšen zanimiv kruh, kakor neka pogača. In takoj nama je bilo jasno, da sva izbrala pravo restavracijo. Zelo okusno. Zelo dobro. Natakar je prinesel morske jedi, ki so na mizi izgledale kot prava umetnina. Lepo diši. Ko imaš pred sabo tako sveže sestavine in vonj po morju, veš, da besede niso več potrebne. Treba je samo še poizkusiti. Za glavno jed je Matjaž naročil tunin steak, jaz pa 3 morskih rib. Sedela sva zunaj, tako da je bil tudi pogled čudovit. Včasih je za popolno ravnovesje potrebno le nekaj kamnov in pravi trenutek miru. Še zadnjič sva ujela tiste tople barve mesteca, a čas je bil, da zapustiva varno zavetje zaliva in se povzpneva tja, kjer se modrina neba in oceana zlijeta v eno, v višave, ki ti za trenutek vzamejo dih. Tukaj se sprostitev konča in začne tisti pravi adrenalin. Cabo Žirav je ena najvišjih morskih pečin v Evropi in ko stopiš na to stekleno ploščad, se ves svet pod tabo nenadoma odpre. 580 metrov navpičnega padca. Prvi korak je vedno malce negotov, ko možgani poskušajo dojeti, da pod tabo ni ničesar, razen prozorne ploskve in širnega Atlantika. A ko premagaš tisti začetni strah, se odpre razgled, ki ga ne pozabiš nikoli. Vlasta je zbrala ves pogum in se odločila za sprehod čez zastekleno ploščad. Pot naju je vodila naprej vse do skrajnega zahoda otoka. Ponta do Pargo je kraj, kjer se Madeira pokaže v svoji najbolj surovi, a hkrati nežni podobi.
Presenetilo naju je, koliko barv se skriva v tej na videz neizprostni pokrajini. Medtem ko veter brije čez visoke planote, se ob poti bohotijo raznobarvni cvetovi, ki kljubujejo slanemu zraku. A pravi razlog, zakaj ljudje prihajajo sem, so te pečine. Pogled čez rob, kjer se navpične stene spuščajo stotine metrov globoko v Atlantik, ti hitro da vedeti, zakaj so mornarji to točko nekoč imeli za konec sveta. Tu se vse umiri, ostaneš samo ti, veter in neskončni horizont. V Kaljeti naju je pot vodila naravnost do enega najstarejših simbolov Madeire, sladkornega trsa. Belo zlato, kot so mu rekli včasih, še danes pomembno kroji utrip tega kraja. Vstop v tovarno je kot potovanje v preteklost, pomešano z industrijskim ritmom sedanjosti. Opazovati delavce pri delu in stare stroje, ki trs spreminjajo v dragocen sok, ti da povsem novo spoštovanje do tradicije, ki se tukaj prenaša iz generacije v generacijo. V njihovi trgovini se je bilo težko upreti vsem dobrotam. Domov odhaja njihov znameniti mel de cana, gosti, temni med iz sladkornega trsa, ki je nepogrešljiv v lokalni kuhinji. Seveda pa niso manjkale niti degustacije, od osvežilnega soka do tistih malo močnejših pijač, ki so nama hitro povrnile energijo za nadaljevanje poti. Čin, čin. Dobro. Zelo dobro. Zelo dobro, ja. Še sok, da poskusva. Zelo osvežujoč. Ja, In sladek. razmišljam, kaj bi primerjala s tem. Najprej me je na hruško, po strukturi je kot hruška, ampak drugačen okus. Ja, sva pa iz tega sladkornega trsa kupila za zajtrk še en med. Me prav zanima, kakšen bo. Najin dan sva zaključila tam, kjer se vse začne in konča, ob oceanu. Kaljeta ponuja tisti mirni kotiček, kjer se ob zvoku valov, ki se lomijo ob betonske pregrade, čas vsaj za trenutek upočasni. Ko stojiš tam na robu in zreš v neskončno modrino, se v mislih odvrtijo vsi vtisi dneva, od tistih ozkih ulic in sladkornega trsa do vrtoglavih višin. Madeira te preprosto prisili, da si prisoten tukaj in zdaj. In prav v takšnih trenutkih ugotoviš, kako malo je dejansko potrebno za popoln dan. To bi bilo za ta vlog tudi vse. Hvala za vašo pozornost. Pejte tudi vi na kak sprehod, bodite fajn, mi pa se vidimo kmalu. Čau, čau!